Tina Gaber Golob. Žena premierja Roberta Goloba je v ponedeljek na družbenem omrežju objavila ganljiv zapis o pomenu medu. Kot dolgoletna okoljska aktivistka je poudarila, da je treba čebelam pustiti dovolj njihove hrane, saj brez medu v zimskih mesecih preprosto ne morejo preživeti. Ali gre le za aktivistične želje ali za novo politično usmeritev, smo povprašali kar samega predsednika vlade. Lepo pozdravljanje. Jaz bi samo povedal, da je danes poseben dan. Vlada Republike Slovenije je po tehtnem premisleku namreč ugotovila, da v naši družbi obstajajo delavci, ki ne jamrajo, ki ne stavkajo, ampak skozi delajo. In to so čebele. Zato bomo poleg božičnice letos podelili še čebelčnico. Čebelčnico, zanimivo. To bo izplačeno v obliki, bi rekel, v naravni obliki. In naša vlada verjame v sonaravno gospodarstvo in krožno ekonomijo, zato bomo čebelam omogočili, da obdržijo svoj med. Ne bomo jim ga vzeli, ne bomo ga obdavčili, ne bomo ga zamrznili, samo pustili jim ga bomo, zato ker to so ustvarile one same. In tu je prava svoboda trga in hkrati svoboda narave. Gospod predsednik, zakaj pa danes nosite tole čebelarsko čelado? Ja, to je kapa. Jaz sem vedno človek akcije. Ne verjamem v politiko iz pisarne, ampak v politiko terena. Poleg tega je Tinceka hotela iti na medene tedne gledati živali in kaj bolj romantičnega kot to, da na medenih tednih gledaš živali, ki dejansko nabirajo med. Nič. Zato pa seveda čebele potrebujejo še nekaj drugega in to je svoboda. Zato sem danes tukaj, da jim dam tu svobodo. Kako pa bo vlada še pomagala čebelam? Že zdaj smo poskrbeli, da imajo čebele dostop do družbenih stanovanj oziroma panjev brez plačila najemnine. Zagotovili smo, da imajo stabilno okolje, sončno energijo in, bi rekel temu, čisto okolje brez pesticidov. Zdaj pa je seveda čas, da jim omogočimo še svobodo gibanja. In gremo v akcijo, brez drugega. Takole, drage moje čebelce. Predsednik vlade Robert Golob je danes čebelam simbolno podelil svobodo. Na vprašanje, ali bodo čebelčnice prihodnje leto deležni tudi državni uradniki, se je le nasmehnil in dejal, najprej naj se naučijo leteti. Iz Tivolija zakaj dogaja, Sandra... Poglejte mi, da padajo, so na plačilni listi KPK, ma bežite še vi, ko vas bojo preiskali, mi se popikali, bežmo. Detektor!